Dober večer. O slovenski, finski in portugalski kulturi v nocojšnji oddaji. Finsko kulturo Mariboru z razstavo v Vetrinjskem dvoru predstavlja umetnik Marku Hanpa, ki v mestu ob Dravi tudi prebiva. Začenjamo pa z zgodovinskimi parametri mesta. Kakšna je bilanca stoletij življenja Maribora? Postavi se vprašanje preštevanja ključnih imen. Maribor na zgodovinski podi pravzaprav stopi v 12. stoletju, a zgodba njegove kulture se je zares začela kasneje, z Judi. Ti so odigrali pomembno vlogo pri vzponu mesta v poznem srednjem veku, njihov izgon pa je ena večjih mestnih katastrof. Nemški kralj Maksimilijan je odredil na pritisk koroških in štajerskih deželnih stanov, da se morajo Judje do praznika svetih treh kraljev leta 1497 iz Štajerske, Koroške in posledično seveda tudi iz Maribora izseliti. To je gotovo ena od pomembnejših in manj slavnih zares v zgodovini mariborskega mesta. Judovska navzočnost se nikoli več ne obnovi. Reformacijsko gibanje ima tudi svojo štajersko vejo. Če na Kranjskem reformacija usodno zaznamuje slovenski jezik, pa na tem območju gibanje po večini nosi pečat nemškega jezika. Ko katoliški deželni knez pridobi toliko moči, da lahko reformacijo iz mest začne izganjati, pa se protestanti preselijo na Betnavo in to je pravzaprav tisti center, ki je mogoče najbolj znan v tem okviru. Na Betnavu, blizu Maribora, danes v okviru mestnih meja, kjer potem deluje njihov center leta 1600, ko je razstreljen. Črna smrt, kuga, je po teh ulicah večkrat kosila. Omenimo letnici 1680 in 81, ko je bolezen pobrala tretjino mestnega prebivalstva. Na ta čas spominja kužno znamenje na glavnem trgu, ki je bil skozi stoletja najbolj prometno vozlišče v mestu. Njegov avtor je Jožef Štraub. 18. stoletje je čas velikih imen iz sveta kulture, tudi štajerskega polihistorija Žige Popoviča. To je eden največjih slovenskih genijev. Potoval je skozi Maribor med Celjem in Gradcem, znal je 15 jezikov, vse, kar je bilo takrat napisanega znanja, tako pravijo. Nemcem je napisal njihovo temeljno slovnico, ki je generacije ni nihče presegel in je bila najvišja avtoriteta. Radikalno spremembo doživi Maribor v okviru gradnje južne železnice, ki naj bi povezala Dunaj s Trstom. Gre za eno najpomembnejših železniških prog v celotni Habsburški monarhiji. Mesto takrat postane center Štajerske. Trenutek, ki izstreli Maribor v orbito, ga dokončno ustoliči za nek duhovni center štajerskih Slovencev, je pa 4. september 1859, ko Anton Martin Slomšek z izredno pomembno potezo na mesto Celja, kateremu se dolgo nagiba za sedež lamantinske škofije, na mesto nekdanjega Šentandraža izbere Maribor. Verjetno ga pri tem v odločilni meri vodijo tudi narodnostni oziri, saj se zaveda, da bo center škofije tako daleč na severu pomenil tudi neko rešilno bilko za štajerske Slovence, ki bi se sicer germanizirali. Drugo polovico 19. stoletja zaznamujejo nacionalni boji. Maribor spada v nemški trdnjavski trikotnik skupaj s Ptujem in Celjem. Prvi sicer ime Maribor namesto nemškega Marburg uporabi pesnik Stanko Vras, Ilir iz Štajerja, ki ga je imel Prešeren za Hrvata. To bi veljalo tudi mogoče v Evropski prestolnici posebej poudariti, ker ne verjamem, da je še kakšen pomemben kraj v Evropi, ki so mu pesniki dali ime.
Prva svetovna vojna prinese odločilni preobrat in začetek pospešene slovenizacije. 1918. Narodni svet za Štajersko z Rudolfom Maistrom na čelu prevzame poveljstvo nad mestom in slovensko Štajersko. Maister razoroži vojsko nemškega mestnega sveta. Mesto se priključi kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, slovenščina postane uradni jezik. Nadaljujemo z izpostavljanjem ključnih likov. Največja zgodovinska komuna Judov na Slovenskem je bila mariborska. Reprezentativni člen te verige je bil rabin Izrael Iserlein, vidno ime dokumentarnega filma o Marpurgih. Gre za zadnjega velikega rabina avstrijske tradicije srednjega veka. V virih je pogosto imenovan tudi po mestih, v katerih je živel, tudi kot Izrael iz Maribora. Tako se je zaključilo snemanje filma v režiji Borisa Jurjaševiča po scenariju Zdenka Kodriča, ki osvetljuje usodo mariborskih Judov pred in po izgonu iz mesta ob koncu 15. stoletja. Vzel sem si za iztočnico nekega Marpurga oziroma Morpurga iz Trsta, ki je potomec Marpurgov iz Maribora. Štajersko prestolnico so tako v tem tednu zaznamovale gibljive slike. Zanimiv portret Bruna Hartmana, človeka knjižnih labirintov, podpisuje Bojan Labovič. Gre za koprodukcijo Studia Legen in Zavoda Maribor 2012. Dejansko seveda Bruno Hartman je osebnost, ki je zaznamoval naš prostor, predvsem kulturni prostor. Nenazadnje smo premiero načrtovali tukaj v SNG Maribor tudi zaradi tega, ker je zraven tega, da je bil najbolj poznan kot bibliotekar, knjižnicar, to se pravi človek z področja knjižnic, je zaznamoval tudi slovensko gledališče. Spoznavam ljudi, tudi skozi montažo spoznala Bruna Hartmana, ki mi je zelo prirastel k srcu. Ekipi je uspelo narediti res en biografski spomenik. Kulturne institucije mesta ob Dravi, tudi tiste, v katerih je Hartman pustil neizbrisno sled, so predstavljene in zbrane v malem vodniku po Evropski prestolnici kulture. Zgodovina v malem. Šel je v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, tako da je seveda dostopen tudi gostom, ki pridejo od drugod. Zanimajo nas posamezniki in družba ter umetniške intervencije in načini, s katerimi zarežejo v družbeno realnost. Življenje na dotik, eden ključnih sklopov Maribora 2012, je spletna intervencija v dogajalni čas mesta in družbe. V tem tednu je portal lansiral peticijo proti ukinitvi Ministrstva za kulturo. Kot zareza v družbo deluje tudi ulični strip s parodično noto, ubran na temo nogometnih navijačev, in že odmeva. Ti dobiš neke devastirane prostore, ki jih je ta čas oropal njihove vsebine in jim moraš dati neko vsebino nazaj. Mislim, da si dolžan poiskati nekaj, kar temu mestu daje energijo in nekaj, kar paše na ulico. Jaz sem se odločil za Viole. Zdaj, odziv, jaz sem se z leti, še enkrat bom rekel, sem se naučil, da ti odzivi niso več moj problem. No. To je problem tistega, ki prebere in ki ima nek problem s sabo. Strip je bil deležen prijave policiji, češ da gre za sovražni govor. Policija je ugotovila, da ni znakov kaznivega dejanja. Good evening, Marko Hanpa. The exhibition, titled as The Village, presents the countryside of Finland. Finland is the 8th largest country in terms of area. What are the most interested parts to your artistic eye? I believe that it's important to remember our roots, where we are coming from smaller cities and villages, and green way of think. It's very important in my art. The environment issue is quite important to you. The art is not above the problems of society, it is a reflection. What is happening now in a world in any way, I think it's
time to people to wake up and start to think about that, how we are using this place where we are living, and we should be more green in the end. And at the end, it's time now, before it's too late. It's easy to get this idea about this installation. In the long history of Finnish art, the 5 decades from 1870 to 1920 are known as the golden age of national romantic art. If you were to choose, which period would you point out as the most representative? I think it's 1960s, because then art came like more political question, and in a way it wasn't just anymore like a romantic question, so it became more political. And I'm also very interested of these days, what is happening now, because I think that art is some sort of changing situation now. Turku held the title of European Capital of Culture last year. The city of Helsinki is the World Design Capital of this year. Game of Titles is quite important for the cultural field in terms of popularization. I think it's very good to have all these events and so on, because you know, people who doesn't usually visit in like art galleries, art come more closer for them even, and then they maybe start to do it more often. You're staying and working in Maribor this month. What are you working on? Well, I've been photographing a lot here. I've been very interested of structures and fragments of this city, and I think that I'm going to use all this material for printmaking later for new pieces. Thank you very much. Thank you. Naslov kulturne prestolnice Evrope letos nosi tudi Guimarães. Otvoritveni teden, ki se je v portugalskem mestu začel prejšnjo soboto, se danes zaključuje. Maribor odpira polje in vabi obiskovalce z geslom Zavrtimo skupaj, Guimarães z drugim obrazom istega zastavka, s sloganom Ti si del tega. Multikulturno mesto dogodkom določa časovne koordinate in meri intervale med njimi. Tudi v Guimarãesu so program razdelili v 4 osnovne sklope. Čas za zbiranje, za ustvarjanje, za občutenje ter čas za ponovno rojstvo. Pomembno vlogo v programu igra izobraževanje, oživljajo različne mestne prostore. V tekočem letu napovedujejo 600 dogodkov in 200 delavnic. We just enjoy the life here, that is really good. Occasione unica che spero duri il più possibile. A minha experiência aqui em Guimarães está a ser ótima para já. Guimarães es como una especie de tesoro escondido. Za umetniški program so Portugalci namenili manj kot 25 milijonov evrov. Celoten vložek v projekt z infrastrukturnimi in urbanističnimi zastavki je 110 milijonov evrov. Med posegi v javni prostor omenimo laboratorij za urbanizem, inštitut za dizajn, tako imenovano univerzo brez zidov in hišo spomina. Program oblikujejo tako domači kot tuji ustvarjalci. I live next to the stadium here in Guimarães and I feel good here, people are nice. I'm very happy finalmente di poter suonare i timpani, cosa che non riuscivo a fare in Italia. Está a ser uma experiência fantástica. Depois estou a viver sozinho. Finalmente saí da casa dos pais. Integrar y desarrollar un trabajo artístico con la llegada de artistas que venimos a trabajar con la gente de acá, que eso es una cosa que me parece que está muy bien. Guimarães sodeluje tudi z Mariborom, s projektom kulturnih ambasad in s pismi sveta na temo migracij.
hvala za pozornost. Prihodnjič del glasbenega obraza Maribora. Nasvidenje.